Predstavitev vrtinca ljubezni za otroke. Srce mi zaigra, oči se mi zaiskrijo, ko pomislim na otroke, tista najbolj ranljiva bitja, polna sočutja in ljubezni. Zavedam se, kako zelo so ranljivi naši otroci. Biti starš, vzgojitelj ali učitelj je največje poslanstvo in zagotovo je ta vloga ena izmed najzahtevnejših nalog v našem življenju. Ta poklic nima roka trajanja. Biti starš pomeni biti starš otroku celo življenje. Vzgoja pa od nas zahteva veliko spretnosti, notranje stabilnosti in nenehnega učenja. Zaradi svojega neznanja lahko otroka tudi ranimo. Vedeti moramo, da vsak v danem trenutku dela najbolje, kot zna, zato se nikakor ne obtožujmo in ne krivimo sebe, niti ne druge. Biti starš je zagotovo najtežje in najbolj odgovorno delo. To je en izmed najbolj odgovornih poklicev, za katerega žal ni šole, temveč je življenje samo naša šola. Naši otroci so čuječa bitja, ki so najbližja svojemu izvoru. Mi odrasli smo žal mnogokrat tisti, ki jih želimo ukalupiti ali celo robotizirati. Največkrat to počnemo nevede, saj nimamo potrebnih znanj oziroma imamo v sebi tako močne vzorce in prepričanja, ki pa so žal mnogokrat neresnična in nas in naše otroke omejujejo in zavirajo pri osebni rasti. Če resnično in srcem opazujemo otroke, so pravzaprav otroci čudežna bitja, ki nas neprestano opominjajo, kaj je življenje. Žal pa tega mnogokrat ne znamo videti, ker smo preveč zaslepljeni z zunanjimi vplivi in z lastnimi prepričanji, in ta prepričanja so za nas sveta resnica. Vedimo, da dokler mi poskušamo učiti naše otroke, kako se uči živeti, oni nas učijo, kaj je življenje pravzaprav. Kako je mogoče, da danes, ko imamo toliko izobraževanj, toliko knjig, toliko informacij, da prav danes v odnosih med nami in otroki prihaja do največjih problemov in težav. Toliko je receptov, toliko je pripomočkov, toliko nasvetov, pa največkrat nič ne deluje. Kdo so pravzaprav naši otroci? Tega ne vemo, saj niti ne vemo dobro, kdo smo pravzaprav mi sami. Tega nas ni nihče naučil. Tega nas niso naučili, niti niso vedeli naši starši, niti se nismo tega učili v šoli. Na tem mestu ne želim iskati krivca in kazati s prstom na druge. Zato je zdaj čas, da prevzamemo 100% odgovornost za svoje življenje in tega naučimo tudi naše otroke. Prav zaradi tega je nastal kanal Vrtinec ljubezni, da bi se skupaj učili in skupaj rasli, da bi vsak dan znova in znova se zavedali sebe, da bi se spoznavali in vedeli, kdo smo pravzaprav in zakaj smo tu, kjer smo. Ne pravim, da je to edina pot, ki je pravilna, niti ni to edina resnica. Vedeti moramo, da je poti in resnic ogromno. Vsak ima svojo pot in za vsakega je ta pot
pravilna. Želim, da vzamete le tisto, kar vam odgovarja in koristi. Ostalo ne sodite, preprosto le pustite. Kanal se bo skozi čas spreminjal, tako kot se bomo in se spreminjamo tudi mi sami. V prvi vrsti želim, da se zavedamo, da vzgajamo zgolj in le s svojim vzorom in zgledom. Saj so otroci tisti, ki nas na vsakem koraku gledajo in posnemajo. Najmočnejša metoda je biti dober vzor. Bodimo mi tista sprememba, ki jo želimo videti pri svojem otroku, in nikakor ne sodimo. Vedimo, da ima prav vsak otrok v sebi en najbolj pomemben dar oziroma talent, ki je edinstven in unikaten, ki ga nima nihče drug na tem svetu. Vsak otrok ima v sebi nekaj posebnega. Pomagajmo otroku odkriti in razvijati ta dar oziroma ta talent. Kdo si ne želi, da bi bili naši otroci srečni in da bi z nasmehom na obrazu stopali skozi življenje? Naučimo jih zbranosti oziroma osredotočenosti. Naučimo jih, kako se imeti radi, kako se sprejemati, kako imeti dober odnos s seboj in drugimi, kako prepoznati svoja čustva in misli ter se zavedati sebe in moči zdajšnjega trenutka. Naučimo jih, kako biti prisotni tukaj in sedaj. Danes je žal vse tako zapleteno in vse tako hitro poteka, da se je potrebno naučiti, kako se ustaviti v trenutku ter najti smisel in svoj notranji mir. Naučimo otroke srčnosti in čutenja. Otroci so po naravi že čuječi in živijo za sedanji trenutek in niso tako zelo obremenjeni s preteklostjo in prihodnostjo, kot smo mnogokrat mi sami. Če hočemo biti dober zgled in vzor svojim otrokom, se učimo z njimi skupaj tudi mi. Učimo se prijaznosti, empatije, odgovornosti, spoštovanja, razumevanja, sočutja. Učimo se živeti v sedanjem trenutku, tukaj in zdaj. Kaj je lahko pomembnejše, kot da se naučimo biti prijazni in spoštljivi do sebe in do drugih? Kaj je pomembnejše, kot imeti se brezpogojno radi? Zato želim, da skupaj raziskujemo in preizkušamo najrazličnejše tehnike čuječnosti oziroma mindfulnessa, spoznavamo tehniko EFT, se učimo različnih meditacij, vizualizacij, poslušamo hipnotične zgodbe in skupaj delamo različne vaje. Postanimo vedoželjni, samozavestnejši, strpni in manj sodimo. Naučimo se spoznavati sebe in uravnavati svoja čustva ter živeti v sedanjem trenutku. Vedimo, da če otroci doživljajo grajanje, se naučijo obsojati. Če otroci doživljajo sovražnost, se naučijo nasilnosti. Če otroci doživljajo strah, se naučijo biti zaskrbljeni. Če otroci doživljajo pomilovanje, se naučijo smiliti sami sebi. Če otroci doživljajo zasmehovanje, postanejo zaprti vase. Če otroci doživljajo ljubosumje, se naučijo zavisti. Če otroci doživljajo sramoto, se naučijo prevzemati krivdo. Če otroci doživljajo spodbudo,
se naučijo samozavesti. Če otroci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti. Če otroci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sebe in druge. Če otroci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti. Če otroci doživljajo odobravanje, se naučijo imeti radi sebe. Če otroci doživljajo priznanje, se naučijo zastavljati cilje. Če otroci živijo tako, da delijo z drugimi, se naučijo velikodušnosti. Če otroci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti. Če otroci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični. Če otroci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovanja. Če se otroci počutijo varne, se naučijo zaupati vase in v ljudi okrog sebe. Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje. Vedimo, da pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi, odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo, tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih. Otroci se nas bodo spominjali po skupnih spominih in po času, ki smo ga skupaj preživeli, in ne po materialnih stvarih, ki smo jih dali. Zato začnimo živeti sebe in se ne izgovarjamo več. Sledimo sebi, kajti vse je že v nas samih, in tega naučimo tudi naše otroke. Nič ni prav in nič ni narobe, vse preprosto le je. Naša stališča so tista, ki določajo, kaj je prav in kaj ne. Naše življenje ni borba, ni potrebe, da bi živeli v strahu. Življenje naj postane igra, naučimo se jo igrati. Življenje samo je zamišljeno tako, da nam bo čudovito lepo. Tu smo zato, da smo srečni, radostni in izpolnjeni. Skupaj se zapeljimo v vrtinec ljubezni, sledimo sebi, svojim sanjam in izvoru v nas samih. Zavedajmo se, da ni življenje tisto, kar se nam dogaja, temveč kako mi gledamo na to, kar se nam dogaja. Bodimo hvaležni za male stvari, ki v življenju lahko pomenijo zelo veliko. Pot do sreče vodi tudi preko zahvaljevanja in vsakodnevne hvaležnosti. Ozavestimo, da smo mi sami kreatorji. Vedno in vselej imamo izbiro, kako se odločamo, in ni potrebno, da smo ujetniki svojih vzorcev iz preteklosti. Izberimo drugačno in boljšo življenje. Stopimo ven iz okvira. Bodimo našim otrokom zgled in bodimo tista sprememba v svetu, ki jo želimo videti. Skupaj z našimi otroki se zdaj zapeljimo v vrtinec ljubezni. Srečno!